Pozdravljeni v osmem delu tutoriala slovenskega za Terrafirma Craft. Danes bomo si pogledali oziroma začeli delo z železom. Tako da jaz sem tule že nekaj pripravil. Naredil sem že nakovalo iz bismut bronza. To je naslednja stopnja dobe. To smo zdaj v bakreni dobi. Naredi se enako kot bakreni, samo da uporabljamo bismut bronz dvojne ingote. Tule sem si naredil tudi sod. V sodu je voda, ki bomo dali delati lime water, to je ta apnenčasta voda. Naredili jo bomo tako, da bomo noter dali flux. Zdaj na vsake 1000 enot te vode gre ta dve enote fluxa. To pomeni, da rabimo dati noter 20 enot za 10.000 mb, karkoli to pomeni. Ne vem, nisem še pogruntal. Zgleda kot milibar, ampak ne vem, to s pritiskom nima nobene veze. Dobre. Noter bomo dali, smo rekli, 20 enot fluxa in bomo to, ker imamo točno enot, kolikor gre za vodo, se ta voda avtomatsko pretvori. Zdaj, zakaj bomo rabili to apnenčasto vodo, je, da naredimo malto. Ja, prav ste čuli, malto rabimo, da naredimo si potem tule za železo talit. Opeke. Opeke bomo naredili tako, da bomo vzeli tele kamne, navadne kamne, lahko vzamemo tele rock salt, lahko vzamemo bazalt kamne, kvarcit kamne. Mi bomo vzeli tele kvarcit, kar malo bolj izgledajo, in pa dleto. Takole. Naredimo jih tako, da damo v tole naš inventar, damo dleto in pa kamen. Poberemo vse tele kamne. Takole. Zdaj tole ne rabimo več. V sod bomo dali tele oziroma cigle smo si naredili. V sod, da dobimo malto, rabimo pesek oziroma mivko, ali kar je to, sand. To bomo dali v sod in ga zaprli. Obvezno, kadar delamo v sodu karkoli, moramo sod zapreti. In tule od spodaj se napiše output 16 krat mortar. To pomeni, za vsako enoto tega peska bomo dobili 16 enot malte. To bomo zdaj pustili, traja, mislim, da 15 v igri ur, da se to naredi. Ta čas pa lahko gremo mi si narediti oglje. Za taljenje železa rabimo oglje, s premogom to ne gre. Tako da si bomo naredili oglje. Jaz sem si tule že nasekal lesa, tele polena rabimo, da dobimo oglje. Rabimo tudi bakle, eno baklo rabimo. Jaz sem dal dve za vsak slučaj, če se karkoli z eno zgodi. Kot vidite, letni čas je zima, jezero nam je zmrznalo, pobral sem si pridelek, in se lahko drsamo. Super. Zdaj, kako narediti oglje? Naredili ga bomo takole, tamle gor se en sprehaja. Pajek, upam, da nas ne bo videl. Tule bomo skopali luknjo. Čaka, v redu. Naredili bomo luknjo 3x3. Takole. Luknjo 3x3 in v to luknjo bomo postavili
te lesene polena. Počepnemo, postavimo in napolnimo vse prostore z tem lesom. Pajek še kar čaka tam, v redu. Takole. Tako. Zdaj, tele skrajne prostorčke nam ni treba čist do konca napolniti z lesom, ker na njih ne bomo postavljali naslednjih lesenih skladovnic. Samo, če hočemo zdaj na tole skladovnico postaviti naslednjo skladovnico, mora biti spodnja polna. Mora biti noter 16 enot lesa. Drugače to ne gre. Takole. To smo zdaj napolnili, pa tule na sredino bomo dali še eno. Kaj zdaj bom tam delal? Pajek, šel je. V redu, tamle pa kriper. Upam, da nas ne bo opazil. V redu. Zdaj, če hočemo narediti luknjo za oglje, ne sme les nikjer gledati iz zemlje. Zato moramo počepniti in postavimo gor zemljo. Takole. Kriper je še priden tamle. Takole. In sedaj, ker nikjer ne gleda les ven, je to pripravljeno. Tule na vrhu moramo pa to vse skupaj zakuriti. In zakurimo tako, da na sredino vržemo baklo. In si pripravimo kocko z zemljo. Ker se bo to vžgalo, moramo takoj pokriti z zemljo. Evo, in smo zdaj pokrili. To se zdaj vidi, da se noter oglje kuha. Ko se bo tole prenehalo kaditi, mislim, da traja tudi, mislim, da 15 ur teh v igri, da se to skuha. Dobro, to bomo zdaj pustili. Tam smo dali delati malto, oglje smo dali kuhati, tole bučo bomo dali ven, ker bomo tule si bomo pa nekaj naredili za našo peč. Še prej, tule imam naredil te bizmutove dvojne plošče. Dvojne plošče dobimo tako, da iz dvojnega ingota, tole bomo zakurili, rabimo premog, pečko segrejemo, pa dajmo še naš zipo. Takole. In bomo dali noter gret tale dvojni ingot. V prejšnjih delih sem že pokazal, kako se delajo dvojni ingoti, kako se varijo. Varijo se na tem nakovalu. Tu noter damo vsakega po en ingot, ki mora biti segret na temperaturo, ko piše can weld, lahko varimo in ga zvarimo skupaj. Za varjenje potrebujemo fluks in pa kladivo. Tako, tole bomo zdaj počakali, da se segreje, da lahko obdelujemo. Zdaj, jaz za tele sem nekako naštudiral, kako se dobi iz tega segretega dvojnega ingota, kako se dobi ven ta plošča iz bizmuta. Čeprav sem to nekam založil. Aha, tule imam. Sem si zapisal. Skratka, moramo uporabiti 2x bend, 1x upset, 1x punch, 5x shrink, pa 5x light hit. In bi naj padla ven tale plošča bizmutova.
Ok, tole se bo počasi segrelo, Dark Red, malo še bo trajalo, tole mi lehta čas skopamo. Zdaj, peč se naredi tako kot ta peč, samo da ne moramo uporabljati cobblestone, ampak moramo uporabiti opek te kocke. Naredili bomo pa iz teh ciglov in pa malte. Tako, tule bo nekako najbolj primerno. Tole bomo skopali. Zdaj, vse te peči, ko jih bomo delali, potrebujejo dimnik, tako kot tale tule od zadaj potrebuje dimnik. Če tega dimnika ne bi bilo, to ne bi gorelo. Skoraj smo ga pregreli. Takole to zberemo ploščo, pa smo rekli 2x bend, enkrat upset, enkrat punch, 5x ta, pa 5x light hit. Evo, pa smo to dobili. Zdaj bomo dali, to bi mogel že prej dati, ne vem zakaj se nisem spomnil, to gred. Zdaj, če bi dal tole gred, bi tale se prej segrela, a ne, če dam jaz tole noter, bi se ta prej segrela kot ta in bi mogli to nekako celati skupaj, da bi lahko obe spravili na isto temperaturo. Zdaj, tole vam lahko pokažem, neko, bi rekel, tem tehniko. Tega bomo zelo malo ven vzeli, ta je bright red, ta je hot, malo počakamo, da nekako prijeta na enako raven, ta se ohlaja, ta se segreva, da jih nekako spravimo na enako temperaturo in jih potem oba naenkrat grejemo. Lahko pa naredimo, ker tega le bi v vodi ohladili in dali oba naenkrat hladna noter v peč. Ta zadnji sistem je takrat, če nekaj vmes počnemo, da lahko hodimo okrog, tule moramo pa paziti in gledati, da bo ta enake temperature. Dark red, very hot, ta je zdaj faint red, zdaj bo ta počasi skupaj ena zvezdica, zdaj gledamo pa skupaj, to sta dve zvezdice, evo. In zdaj se bo ta grela počasi skupaj. Kot sem rekel, potrebovali bomo opeke, da iz opek naredimo, potrebujemo dimnik. Zdaj pri tej peči ne rabimo delati v globino, ker so vrata na višini. Tako da si naredimo zaenkrat takole. Tole pogledamo, kaj to kaže. Aha, zelo bomo lahko počasi jih zvarili. Malo še počakamo. Pri tem delu je treba zelo paziti. Ne smemo jih pregreti, če ne zgubimo to, kar grejemo. Se nam usuje. Zlije, pač steče nam nekam. Tole bomo zvarili. Welt, evo. In zdaj imamo, tole bomo ohladili. Da jih zložimo skupaj. Zdaj, za to peč smo rekli, da potrebujemo cigle, iz ciglu narediti te opečnate kocke, pa potrebujemo vrata. Vrata za to peč, naredimo jih pa tako, iz 8 dvojnih teh plošč, naredimo takole in dobimo bloomery. To so pa vrata za to peč, za taljenje železa. To vzamemo, to bomo potrebovali, ko se nam bo tale, evo, se nam je naredil, damo unseal in poberemo ves tale malto. Smo lačni. Takole, to imamo. Zdaj pa bomo iz tega naredili te kocke opečnate. Opečnata kocka se naredi tako, da vzamemo opeko, damo opeko tule, tu in
tu, pa nisem točno prepričan, ali je to tako, ali je glih obratno. Ne, tako je, ja. Takole, 16, 16, 16, 8. Takole, imamo zdaj 32, zdaj bomo vse tole porabili, ker takole. Tale nam je še ostal. Imamo zdaj 32 in 16 teh kvarcitnih blokov opek, kako se temu reče. Ok, zdaj bomo pa postavili si. Tule bomo dali eno, tule. To je kodetivnik, takole. Tule noter lahko damo zemljo in tule lahko damo zemljo. Tule bomo dali, tule. Zdaj bomo šli pa ven in bomo to do konca speljali. Takole, tule bomo še mogli dati lopato. Takole. Tako. Tole je neka osnova. Zdaj pa v višino lahko naredimo 4. Takole. Tole bomo dali, da bomo tudi prišli zemljo, pa eno tole. Takole. Tak, zdaj imamo tule noter 1, 2, 3, 4 v višino. To bomo zaenkrat pustili in tale peč, ogrodje te peči je zdaj pripravljeno. Rabimo pa vrata. Kliknemo desno na tule in naša peč za taljenje železne rude je končana. Zdaj rabimo še oglje. Tule nam še kaj vreda je. Premok smo skurili. Oglje se še dela. Mislim pa, da je za oglje 18 ur v igri, ali 15, 18 nekaj, se bo to žgalo, še kar se žge, to vidimo po dimu, ki vhaja ven. Zdaj, koliko oglja si narediti, kolikor lahko lesa najdete. Oglje se bo rabilo v kasnejšem času za to železovo rudo, železa bo šlo ogromno, potem tudi naprej za delanje modrega in rdečega železa oziroma jekla, tudi pri izdelavi jekla. Naslednja stopnja bo, da si bomo naredili orodja iz jekla, da ne bomo s temi bakrenimi razbijali. Jaz sicer sem si naredil nekaj orodja iz te bizmutovega brona, je tudi bolj trpežno kot bakreno. Zdaj, katero orodje si narediti, boste čist videli pri igranju te igre, kaj dost rabite, česa ne rabite. Povem vam, da ogromno boste rabili krampov in pa tehle cepinčkov za iskanje. Jaz sem že kar nekaj ponucal, kar nekaj krampov sem znucal, nekaj teh sem znucal, da sem najdel rudo. Železovo rudo sem nakopal, imam tule hematit, rič sem najdel, nahaja se tule. Kaj je to? Ja, tule je hematit, najdete ga malo tule severo oziroma jugovzhodno od vas. Ga je kar nekaj, železa okrog tale, oziroma tale, mislim, da je 74, 14, 700, tale, ja. Pol limonit je tule, limonit je tudi železo, tako da tule sem najdel neko zeleno rudo, ko še ne vem kaj, nisem imel pa cepinčka zraven, da bi lahko to preveril, moram še poleti enkrat pogledati. Zlato sem najdel tu in tu, tako da boste mogli kar fajn okrog hoditi in pa iskati rudo, da boste našli. Zdaj, ruda,
kot sama si mislite, to pa ne bom zelo kopal, vsa ruda senuca, kar jo najdete v tem modu Terra Firma Craft, boste rabili vso rudo, vsa ruda se za nekaj potrebuje, tako da ogromno podpornikov, ogromno lestev, bakle, krampi in cepinčki za iskanje rude je obvezna oprema pri rudarjenju. Zdaj, če se odločite, da si boste izklopili to usipanje v config datoteki, teh podpornikov ne boste rabili, je potem kopanje takšno kot pri navadnem Minecraftu, kar vam priporočam, da si to izklopite, če ste začetnik v tej igri. Po drugi strani vam pa povem, da je dosti bolj zanimivo, če spustite usipanje vklopljeno, dosti bolj zabavno, nekako se boste mogli bolj potruditi, kar je tudi cilj tega moda. Tule, kot vidite, sem hrano pobral, ker je zima. Nam ne bo uspevala tile grmičke, ko si postavite, in drevesa. Če bom kakšnega najdel, vam bom tudi to pokazal, kako se drevesa presadijo. Rečemo, nekje najdete drevo, si ga lahko presadite sem, da boste imeli bližje. To je tudi zelo zanimivo, da si naredite nek vrt oziroma nek sadovnjak, kjer boste imeli to sadje. Zdaj, piti vodo, ko je zmrznjena, ni nič drugega, ko samo led razbijete in pijete. Sčasoma se ta led ta voda zopet zmrzne. Je tale mod tudi tako naredjen, da se lahko drsate, kot sem že prej pokazal. Če hodite po še nekaj časa, greste naprej. Zanimivo je. V glavnem, kaj tole misli se že skuhati ali ne? Bo počasi, ja. Zdaj, če je bila ura, koliko? Ja, zdaj enkrat bo, mislim, da. Enkrat zdaj bo, mislim, da tole kuhano. Ok. To je, danes vam bom pokazal, kako se naredi ta grodl. Zdaj ga bomo dali samo tule noter talit. Traja tudi nekaj časa, tu bom tudi prekinil današnji tutorial. Za obdelavo naprej bomo slišali v naslednjem tutorialu. Tole rudo jaz sicer nisem imel časa, tule še imam nekaj bakra, potem nekje še imam, tule še imam tudi baker, cinka sem si še nakopal. Tole rudo vam priporočam, da si stalite, da si rešite prostor v skrinjah in si zložite takole. Zdaj, recimo, ko razlagam, vam to sicer ne morem delati, medtem pa vi, ko igrate, medtem ko čakate, da se tole, rečemo, skuha, ali pa ko boste talili železo, lahko ta čas lepo delate z tem loncem. Ko se to nekaj dal sulo? To se je vsulo naš premog. Oziroma oglje. Zdaj se je nehalo kaditi, tole smo videli, se je usedlo dol. Če boste imeli malo večje te luknje za kuhanje oglja, se vse skupaj sesede. Zato moramo to zdaj odkopati. Zdaj oglje, vidimo, je zdaj tu notri. Tu notri je zdaj oglje. 1, 2, 3. Ja, 3x3. Oglje dobimo z lopato in se sloj po sloj lahko krempi ven. Zdaj nekaj oglja bomo dobili, čeprav je to, kar smo zdaj naredili, zelo malo oglja. Treba bo zelo veliko lesa, to, ko sem omenil na začetku tega tutoriala, da se bo les ogromno rabil, zato smo se tudi postavili našo hiško blizu gozda. Tako da
Splača se iti malo okrog pogledati, ker obstajajo v Terra Craftu tudi drevesa sekvoje in pa kapok, pa še nekaj teh dreves, ki so ogromna, zelo velika drevesa so. Vam dam za primer, da ena bakrena sekira ne poseka celega in se dobi tudi, mislim, da po 5x6 x po 16 enot lesa, teh polen. Naključno se generirajo ta drevesa, tako da je treba malo okrog iti pogledati. Zdaj, jaz sem pač tele drevesa okrog tule sekal, da sem nabral, sem porabil kar nekaj časa, da sem jih nasekal toliko, tako da se splača iti malo pogledati za temi večjimi drevesi, kot so sekvoje in tako naprej. Dobre, zdaj, tule bomo vzeli 16 železa in pa ki imamo zdaj tule charcoal, oglje. Zdaj, kako tule noter dati tole železo, je sistem takšen. Prvo, kar moramo dati, je tule noter 8 enot, 8 plasti oglja. To damo tako, da se postavimo sem, počepnemo in damo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tako, zdaj, to noter ne moramo več devati in bomo šli na streho. Zato sem se tam tudi naredil stopničko. Opa, tam se izprehajajo, upam, da nas ne bojo videli. Zdaj pa mečemo noter v dimnik. V ta prostor, tu, kjer smo pač naredili. Zdaj bomo vrgli noter vseh teh 16 enot železa. Zdaj pa rabimo tudi noter dati oglje. Oglja moramo dati pa enako, kot smo dali železa, oziroma malo več. 2, 3 oglja več. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pa bom še vrgel 3 noter, za vsak slučaj. Zdaj, tole se bo napolnil s časom, bo nekje do tule, nekje gor bo teh 16 enot. Zdaj, koliko bomo dobili železa ven, je odvisno od rude. Ta ruda je bila bogata, hematit, in ima po 35 enot in dobimo nekje 535 krat 16, nekje 560 enot tega železa. Tako, zdaj tule noter smo nametali, tule smo dali prvo 8 plasti oglja, iz vrha gor smo vrgli noter 16 enot železa, železove rude in 18, 19 enot oglja. Tako da to je zdaj pripravljeno in zdaj rabimo samo še naš zipo. Zdaj prižgemo tako, ne moramo tule prižgati, ne moramo tu, ampak na vrata gor se postavimo in to prižgemo. To se vidi tako, da tale zažari in tudi če zapremo vrata, vidimo, da vrata žarijo. Tako vidimo, da se to železo topi. Če pogledamo na vrhu, se tudi vidi, da žari, polno imamo skoraj, lahko bi še dali kako enoto železa, ampak zaenkrat smo dali samo 16. Zdaj, v kako višino lahko tole gradimo, je, mislim, da 5 stopenj visoko. Mislim, da bi še lahko tule eno v višino dali, tako da bi šlo malo več rude noter. Nisem pa siguren, to si lahko pogledate na Wikipediji, Terra Crafta, tam je vse razloženo. V glavnem, osnove so to, kako zgraditi, to smo si pogledali zdaj v tem delu, kako dobimo oglje, kako dobimo malto, kako dobimo opeke, kako si naredimo te kocke z opekami, ker z navadnim cobblestonom, tudi če bi zgradili s cobblestonom tole,
to ne bi delalo, ne bi mogli zakuriti, niti ne bi gorelo. Tako da smo si pogledali, kako si te opeke narediti in kako napolniti našo peč z te železovo rudo in pa z ogljem. Tu bomo sedaj dobili ven, po 15 urah bomo dobili ven grodl, ta pig iron, ki je osnovno, je še vse noter zmešano od ostankov oglja do nečistoč, tako da bo to treba vse skupaj očistiti, kar bomo pokrili v naslednjem delu našega tutoriala. Bi jaz tudi prekinil naš ta tutorial, bi rekel temu konec, ker tole bo trajalo 15 ur, da se to stali. Tako, danes smo kar nekaj pokrili, tako da se vidimo v naslednjem tutorialu. Z vami sem bil Andrej, čau čau.